Razprave o sodobni slovenski literaturi so zbornik, ki je nastal v sklopu raziskovalnega projekta o statusu literature v slovenskem postsocialističnem kontekstu. Projekta z naslovom Slovenska literatura in družbene spremembe, nacionalna država, demokratizacija in tranzicijska navzkrižja, ki je potekal na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani v sodelovanju z ZRC SAZU in pa z Univerzo na Primorskem. Te razprave, 9 jih je, prinašajo torej analize sodobnega slovenskega romanopisja, dramatike, esejistike in poezije s poudarkom na literaturi, ki je nastajala po letu 1990. Pri tem pa uporabljajo najrazličnejša metodološka izhodišča in v tem je tudi posebna, se mi zdi, kvaliteta pričujoče knjige, saj se metodologije razvrstijo od teorije medkulturnosti, teorij kulturnega spomina, literarne etike, nevroznanstvene, darvinistične literarne vede, pa vse do posthumanistične ekokritike, feminističnih literarnovednih pristopov in nekaterih prenovljenih literarno-teoretskih pojmov. Tudi sami literarni objekti vsake od študij se med seboj precej razlikujejo in v bistvu kljub neki navidezni protislovnosti šele skupaj reprezentirajo značilne, čeprav na prvi pogled tudi protislovne topose v najnovejši slovenski literaturi. Druga svetovna vojna, razpad SFRJ in njegove daljnosežne posledice, izkušnja mejnosti, kronika lastnega vsakdana, dekonstrukcija patriarhalnih struktur in tako naprej. V prvi razpravi Anja Skapin predstavi svoj štiriplastni model, dinamični model medkulturnosti, ki ga razume kot smiseln koncept za razširjanje slovenske literarne zgodovine. In pri tem se sprašuje, kako bi prav tak model nekako vzpostavil dinamično nacionalno identiteto in pa dinamičen pogled na literarni kanon. V drugi razpravi se Matevž Kos ukvarja s problematiko vojnega romana in sicer vojnega romana na temo druge svetovne vojne, pri čemer se najprej sprašuje o razlogih, zakaj je dejansko tematika druge svetovne vojne se začela pojavljati šele v zadnjih desetletjih, prej pa ne. In pri tem se nasloni na koncept protetičnih spominov, protetičnega spominjanja oziroma postspomina pri 2 romanih od 3, ki jih on analizira pa Jančarjev roman To noč sem jo videl, Angela pozabe Maje Haderlap in Da se bojim Maruše Krese. Jančarjev roman analizira tudi Tomo Virk v naslednji razpravi, se pravi, ta roman je postavljen v medvojni čas in na njegovem primeru se Tomo Virk sprašuje o etični razsežnosti literature, literarne reprezentacije, obenem se pa tudi polemično spoprime z eno od interpretacij, ki jih je ta roman že doživel. V naslednji razpravi Marko Juvan obravnava 3 romaneskne reprezentacije populacije izbrisanih, ki jim je slovenska biopolitika odvzela vse pravice in jih, če se izrazimo z Agambnom, zvedla na golo življenje. In pri tem Marko Juvan ponudi zanimiv razmislek, zakaj je v bistvu tema izbrisanih v slovensko literaturo vstopila z zamudo 2 desetletij in pol. In eksemplarično od 3 romanov o izbrisanih gre za Mazinijev roman Izbrisana, Kakorkoli Polone Glavan in Konec spet Dina Bavka. Nekako Juvan analizira eksemplaričnost romanesknega nasploh, pri čemer gre tu seveda za pisateljsko kritiko
biopolitičnega nasilja. Krištof Jacek Kozak se v naslednjem razpravi v esejističnem tonu loteva esejistike Aleša Debeljaka, ki govori o tako imenovani balkanski brvi, ki je za Debeljaka predstavljala enega od osnovnih bivanjskih in pa tudi mišljenjskih lokusov. Zdaj, Kozak Debeljakov kozmopolitizem postavi v luč Debeljakovega intelektualnega formiranja v nekdanji Jugoslaviji, ki mu je seveda temu formiranju Debeljak pripisal neke ponotranjanje medsebojne pripadnosti različnih kultur. Igor Žunkovič se potem v naslednji razpravi posveti dramatiki in sicer predstavi izdela analitični model na podlagi teoretskih osnov neurokognitivne literarne znanosti in pa literarnega darvinizma ter prouči literarni junakinji iz tega vidika v dveh dramah, v drami, morda zagotovo eno izmed najbolj analiziranih dram, slovenskih dram, Antigoni Dominika Smoleta, ter ki jo primerja s Kasandro Borisa A. Novaka. In sicer tu se posebej osredotoči na pojem sprave, ki, kot vemo, ima pomembno vlogo v slovenski polpretekli kulturno-politični zgodovini. Prispevek Adena Širce se posveti nekakšnemu panoramskemu pregledu pesniškega dogajanja v 80. in 90. letih 20. stoletja, pri čemer izpostavi dihotomijo med poetikami, ki se zgledujejo pri zmernem modernizmu, in pa tako imenovanimi poetikami vsakdanjosti, pri čemer si avtor sposodi razlikovanje med kuhano in pa surovo poezijo ameriškega pesnika Roberta Lowella. Zdaj, tu zanimivo Širce izpostavi vpliv Tomaža Šalamuna, ki ga načeloma razumemo predvsem kot glavnega predstavnika neoavantgardne poezije. Tu pa je izpostavljena v bistvu ta bitniška dimenzija Šalamunova, s katero je Šalamun potem ključno vplival na formiranje poetik vsakdanjosti v 90. letih, predvsem od prvenca Uroša Zupana naprej. Sama se v predzadnji razpravi ukvarjam z pesniškim bumom ženskih avtoric, ki nastopi v zadnjem desetletju, in sicer opazujem ta nastop avtorici skozi prizmo transformativne kritike patriarhalnega simbolnega reda, pri čemer opazujem transformativne potenciale zlasti pri avtoricah, ki so rojene po letu 1970, kot sta Taja Kramberger in pa Alenka Jovanovski. Pri analizi posameznih pesmi pa izpostavim dve strategiji, ki sta zelo tipični za številne avtorice, ki ustvarjajo v zadnjih 15 letih, in sicer dramski monolog in pa upesnjevanje prek tujega glasu, se pravi uporaba persone, ki predstavljata dve možnosti ustvarjalnega preseganja rigidnih segregacijskih hierarhij. V zadnjem članku, v zadnjem prispevku pa Branislava Vičer in Vesna Lipovnik analizirata pesniško zbirko Uroša Praha, Vdor iz leta 2019, ki jo označita v slovenskem prostoru za prelomno, saj temelji na tako imenovani antropoceni poetiki, pri čemer avtorici vpeljata in analizirata pojme antropocena, posthumanistične in pa čeztelesne subjektivnosti. Prahu se materialni svet kaže kot substanca človeških in nečloveških teles, se pravi zlasti tistih, na katere, ki so jih pravzaprav uničili, izdelali antropogeni procesi, in avtorici Prahovo poetiko označita
predvsem skozi ta koncept čeztelesne subjektivnosti. In ta v takem emancipatornem duhu prepoznava na prvi pogled nevidne kompleksne povezave, ki jih telesa in njihova okolja nekako zvezujejo v tako imenovana krivdna mrežja. To bi bilo to.